Pozdravljeni, dragi moji. Danes bomo začeli slovenščino in sicer skupaj bomo prebrali eno prečudovito pravljico z naslovom Zaljubljeni zvonček. Najprej skupaj malce premislimo, katere spomladanske cvetlice vse poznamo. Torej, premisli, katere spomladanske cvetlice poznaš, poimenuj jih. Verjamem, da ste vsi omenili zvonček, trobentica, mogoče tudi vijolica, teloh, jetrnik, narcisa. No, v današnji zgodbici v glavnih vlogah nastopata zvonček in trobentica. Pa prisluhni pravljici. V obronku gozda je bilo še vedno precej snega. Na jaso pa je sonce že kar močno sijalo, tako da ga je stalilo. Mali zvonček je le s težavo potegnil glavico izpod snežne odeje. Tiho je pozvonil. Hotel je prebuditi svoje bratce, ki so še vedno spali pod mehko odejo. Cincin, zbudite se, zaspanci, sonce je že visoko, skupaj bomo priklicali pomlad, je zvonil z drobnim glasom. Toda ostal je sam. Nihče ga ni slišal. Samo daleč na jasi je opazil, da se nekaj premika. Rumena pikica? Le kaj bi to bilo? Se je spraševal zvonček. Oj, je zaklicala pikica. Prebudil si me, zdaj me pa zabavaj, da mi ne bo dolgčas. Kdo si pa ti? Je radovedno vprašal mali zvonček, medtem ko si je ogledoval malo cvetico. Trobentica sem, mu je odgovorila drobcena rožica. Aha, trobentica, je ponovil zvonček in zardel. Kako si lepa. Pridi bliže, ga je povabila nova prijateljica. Ne morem, veš, v zemlji imam težko čebulico in jo ne morem nesti, je zastokal. Pridi raje ti k meni. Trobentica je narahlo potegnila svoje tanke koreninice iz zemlje in se prav elegantno približala malemu zvončku. Veš, hočem zbuditi bratce, pa me nihče ne sliši, je potožil mali zvonček. Lahko ti pomagam, se je ponudila trobentica. Nimam zaman takega imena, kajti znam precej glasno trobiti. Dajva, poskusiva skupaj. Zvonček je zacingljal, trobentica zatrobila, pa še zapela sta skupaj. Jaz sem zvonček, cin, 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 svoje bratce zdaj budim. Sonce sije že močno, saj pomlad prispela bo. Trara, trara, trarara, drobna sem trobentica. Moje sestrice še spijo, kaj če vso pomlad prespijo. Zelo sta se trudila, a brez uspeha. Trobentica, tako sem utrujen. Pomlad nama bo res ušla drugam, je bil žalosten mali zvonček. Potolaži se, tudi moje sestrice so zaspanke. Najprej se pošteno naspiva, saj je jutri nov dan, pa tudi zrasla bova in najina glasova bosta močnejša. Prijatelja sta utrujena zaspala. V hišici na robu gozda pa je živela deklica Urška. Mami, rada bi šla v gozd po spomladanske rožice, je nekega dne rekla svoji mami. Premrzlo je še, je odgovorila mama. Se še niso pokukale iz zemlje, počakaj še nekaj dni. Naslednje jutro se je zvonček prvi zbudil in prav narahlo pozvončkljal. Dobro jutro, trobentica, si dobro spala? Je vljudno vprašal svojo malo prijateljico. Joj, kako hude sanje sem sanjala, je začela trobentica in nadaljevala.
Veliko najinih bratcev in sestric se je že prebudilo. Veselo smo cingljali in trobentali. Potem smo jo zagledali. Neka deklica se nam je približevala. Začela je trgati najine prijatelje. Slišala smo njihov jok in nazadnje utrgala tudi naju. Deklica je bila zelo zadovoljna, saj je šopek odnesla svoji mamici. Dali sta ga v vazo, ampak rožice v vazi ne živimo več dolgo. Kmalu smo ovenele in pristale v smeteh. Trobentica je s solzami v očeh končala svojo pripoved. To je res žalostno, je rekel zvonček ter veselo nadaljeval. Midva pa imava zdaj drugo nalogo. Zbuditi morava najine zaspance. In spet sta zapela pesmico. Jaz sem zvonček cin, 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 svoje bratce zdaj budim. Sonce sije že močno, saj pomlad prispela bo. Trara, trara, trarara. Drobna sem trobentica, moje sestrice še spijo, kaj če vso pomlad prespijo. Nič se ni zgodilo. Še vedno nisva dovolj glasna, je ugotovil zvonček. Toda danes sije sonce še močneje. Morda se bo kdo zbudil sam. Malo počakajva in se raje prepustiva toplemu soncu, je predlagala trobentica in se stisnila k zvončku. Mali zvonček je zardel, a vseeno zaljubljeno ovil svoje stebelce okoli cveta male trobentice. Malo sta podremala, ko pa sta se prebudila, sta spet zapela. Jaz sem zvonček cin, 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 svoje bratce zdaj budim. Sonce sije že močno, saj pomlad prispela bo. Trara, trara, trarara. Drobna sem trobentica, moje sestrice še spijo, kaj če vso pomlad prespijo. Zaspanci so se končno začeli prebujati. Najprej se je zbudilo nekaj zvončkov čisto blizu njiju, potem pa so se prebudile tudi trobentice na jasi. O, kako je lepo, so zatrobentale. Tudi me bi se rade zaljubile, so klepetale rumene cvetke, ko so opazovale svojo prijateljico. Pomlad je vendar čas za zaljubljene. Skupaj so zapeli pesmico in tako so prebudili tudi pomlad. Mi smo zvončki cin, 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 me trobentice trara, sonce sije kar se da, saj pomlad je zdaj prišla. Sneg je že skoraj skopnel. Urška se je oblekla in je skupaj z mamo odšla proti gozdu. Joj, koliko cvetja, je navdušeno zaklicala. Urška, veš, tudi rožice rade žive. V tvoji vazi bodo kaj kmalu ovenele in umrle. Pusti jih tukaj, saj greš lahko vsak dan obiskat, jo je hotela prepričati mama. Oh, mami, dajva, utrgajva kakšno, da bomo tudi doma imeli pomlad, je prosila deklica. No prav, je zavzdihnila mama. Ogledovali sta si prestrašene zvončke in trobentice, ki so svoje glavice boječe odkimali. Mala trobentica se je še močneje stisnila k svojemu zvončku. Mami, poglej, kako lep par sta, je zaklicala Urška, ko je opazila mala zaljubljenca. Rada bi jo vzela domov. Že ju je hotela utrgati, ko se je spomnila. Mami, pojdiva domov po lopatko ali kaj podobnega. Rada bi ju prenesla v naš vrt. Tako se imata rada, škoda bi jo bilo vreči v smeti, ko veneta. Deklica je previdno izkopala zvončka in trobentico, posadila ju je v domači vrt. Vsako leto nam bosta povedala, kdaj bo prišla pomlad, je veselo rekla Urška. Zvonček in trobentica pa sta zaljubljeno prepletala svoji stebelci. Povej mi, ti je bila zgodba všeč? Kaj si najbolj zapomnil?
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Sedaj ustno odgovori na moja vprašanja o pravljici. Kdo je na obronku gozda potisnil glavico izpod snežne odeje? Poskusi odgovarjati s celimi odgovori. Koga je zagledal najprej? Kaj sta hotela zvonček in trobentica storiti z zvonjenjem in trobljenjem? Ali sta bila pri bujenju prijateljev uspešna? Kaj je želela Urška? Kaj sta storila drugi dan na toplem soncu? Kdo je prebudil pomladne cvetice? Kaj so si želele rumene trobentice? Kaj je naredila Urška, ko je videla, da se imata zvonček in trobentica rada? Zdaj pa premisli, katere značilnosti pravljic najdeš v tej zgodbici, pravljici Zaljubljen zvonček. Spomni se na vse značilnosti, ki smo jih do zdaj že večkrat omenili pri pouku. Pritisni na pavzo, premisli, v nadaljevanju posnetka izveš o 2 značilnostih, ki jih najdemo v pravljici. Prva značilnost je tale, da imata zvonček in trobentica človeške značilnosti, lahko govorita. To v resničnem življenju ni res. V pravljici pa vemo, da je vse mogoče. Tudi zgodba ima srečen konec in to je ena izmed značilnosti pravljic. Povej mi, si že kdaj bil ali pa si že kdaj bila zaljubljena? Vem, da se v našem 2. razredu kar večkrat pogovarjamo o zaljubljenosti in o ljubezni. Kako se takrat počutiš? Zate imam na izbiro 2 nalogi. In sicer, v zvezek na črte napiši naslov pravljice in spodaj nariši zaljubljenega zvončka in trobentico. Narišeš čez celo stran in risbica naj bo zelo dovršena in natančna. Ali mi poskusi povedati, narisati ali napisati, kaj je zate to ljubezen. Torej, kaj pomeni ljubezen? Kakšni smo, ko smo zaljubljeni? Kaj takrat počnemo? Če želiš, lahko narišeš ali napišeš v zvezek na črte. Tudi pri tej nalogi ne pozabi napisati naslova. V ponki imaš tudi odlomek iz pravljice, vadi branje odlomka. Če ti je bila zgodbica všeč, jo lahko prisluhneš oziroma poslušaš še enkrat. Z matematiko, pred pričetkom si vzemi nekaj minut odmora in potem nadaljuj s posnetkom. Danes se bomo pogovarjali o seštevanju do 100, tako da bomo seštevali število, ki je sestavljeno iz desetic in enic, prišteli mu bomo enice. Najprej se gremo eno igrico, in sicer povedala bom število, ti pa poskusi ugotoviti, koliko moramo temu številu še prišteti, da dobimo 10. Na primer, če rečem število 9, je odgovor 1, ker 9 plus 1 je enako 10. Poskusi. Koliko ti še manjka do 10? Koliko manjka številu 5? Tako, 5. Koliko številu 8? Res je, 2. 8 plus 2 je enako 10.
Koliko število 2? 8. Koliko pa število 10? Nič, tako je. Kaj pa število 9? 1. Pa število 1? 9, res je. In število nič? 10. Odlično ti gre. Oglej si račun, pripravi si palčke, saj jih boš za delo potreboval. Ravno tako pripravi tudi stotični kvadrat. Pritisni na pavzo, ko boš vse imel pripravljeno, nadaljuj z ogledom videoposnetka. In sicer sedaj skušaj s palčkami pripraviti tale račun, tako kot smo to počeli pri pouku v šoli. 43 plus 7. Tako, najprej pripravimo desetice, in sicer imamo 4 desetice in 3 enice pri številu 43. Potem pa dodamo še 7 enic. Kaj dobimo? Kaj si ugotovil? Pridemo do zaključka, da imamo tu na sliki 10 enic in vemo, da 10 enic pravzaprav predstavlja eno desetico. Tako da rezultat, vsota tega računa 43 plus 7 je enako 50. Saj gremo sedaj za eno desetico naprej. Oglejmo si to še na stotičnem kvadratu. Na stotičnem kvadratu poiščemo število 43, poišči ga. In sedaj je tvoja naloga, da se za 7 polj premakneš v desno, premakneš naprej. Torej 43 plus 7 je enako 50. Sedaj s paličicami pripravi tale račun. 56 plus 4. Potrebuješ 5 desetic in 6 enic. Temu številu 56 prišteješ še 4 enice. Zopet imamo tukaj 10 enic, ki se pretvorijo v eno desetico in rezultat tega računa je 60. Poskusimo zdaj še s stotičnim kvadratom. Poišči število 56. In kaj boš storil? Za 4 polja se boš premaknil v desno naprej ter prišel do števila 60. Na kvadratke zapiši naslov računam do 100, desetice, enice plus enice je enako desetica in preriši in prepiši sliko, ki jo imaš na računalniku. Pritisni na pavzo. Ko končaš, nadaljuj z gledanjem in poslušanjem videoposnetka. Za delo boš zdaj potreboval delovni zvezek na strani 67. Oglejmo si zgoraj prvi primer. Kmetica Meta je v škatle zložila 37 rjavih jajc. Jaka je dodal 3 bela jajca. Koliko jajc je v škatlah? Imamo najprej 37 jajc, ki so postavljeni v 3 polne pakete, v 4. paketu pa nam manjka še nekaj, da bi ga zapolnili. To so še tista 3 bela jajčka. In pridemo do rezultata 37 plus 3 enako 40. V škatlah je 40 jajc. Sedaj si oglej še spodnjo sliko, preberi račun. Reši 15. nalogo, bodi pozoren. Vemo, da v enem stolpcu imamo vedno 10 kock, 10 krogcev v eni vrstici, ampak vidimo, da so v zadnjem stolpcu, v zadnji vrstici še kocke oziroma krogci druge barve. Pomisli na to, ko boš pisal račun in ga poskusi izračunati.
Reši še naloge na strani 68. Najprej seštej, prva naloga ne bo zahtevna. Spodaj pri 17. nalogi imamo hiške, podobno nalogo smo že delali. 18. naloga zopet nekaj računčkov. Pri 19. pa gre naloga tako: dopolni do naslednje desetice. V zgornji vrstici v preglednici imamo že določena števila. Prvi primer: 38. Koliko moraš še dodati, da boš prišel do naslednje desetice, torej do 40? 38 plus 2 enako 40. Kaj pa pri drugem primeru? 57. Zdaj pomisli, koliko moraš dodati še številu 57, da boš prišel do naslednje desetice, to je do števila 60. Če ne gre, vzemi stotični kvadrat in si pri računanju pomagaj z njim. Ampak poskusi nekaj primerov recimo rešiti s stotičnim kvadratom, potem pa tudi brez.